Jop, včasih pa tudi grdo vreme in dež ne morete pokvariti vzdušja ali pa moje frizure. Tako da dejansko lahko začnemo. Sam še kamero prestavim. Ožja maska za bolj športen izgled. Nove zašiljene lučke so sedaj pri vseh opremah kompletno LED in te boljše imajo kar 168 ledic, da je po noči res svetlo. Mislim, obe luči skupaj, no, vsake samo po 84. Samo. Znotraj pa... Nič novega? Ok, tole je prenovljena Insignia, no pa si ste najbrž dojeli, da zato naštevam stvari, ki so mi takoj padle v oči. Po 3 letih se je Opel odločil, da je potrebna malce prenove in zato naredil nekaj popravkov in nekaj izboljšav. Ampak vizualno jih ni prav veliko. Zunaj je zdaj še bolj zašiljena in še bolj ostra in zato je količnik zračnega upora v bistvu najmanjši v celem segmentu. Tudi znotraj skratka ni prav veliko sprememb. Tale zaslon ima še vedno 8 palcev pri boljših opremah in ostajajo tudi v bistvu fizična stikala za najpomembnejše funkcije. Ravno tako ostajajo tile super sedeži s certifikatom AGR in tole zadevo bi sam izbral v svoji Insignii ne glede na opremo. No pa materiali so boljši, v bistvu vse mehko, česarkoli se dotaknem. Flexride podvozje je serijsko pri takšnem GSI in doplačilno pri ostalih različicah, pomeni pa, da so v bistvu blažilniki nastavljivi in potem s spreminjanjem teh voznih programov lahko dobite različno trd avtomobil. Nič novega boste rekli, je pa vseeno zanimivo to, da se že po nekaj hitreje odpeljanih ovinkih program samodejno prestavi v športnega, pa čeprav ste recimo prej imeli v načinu normal. Po svoje je super, da ni treba vozniku iskati gumba za tistih nekaj hitreje odpeljanih ovinkov, no ne vem pa, če se program potem nastavi spet nazaj na normalnega, ko nehate z dinamično vožnjo. Se pa v vsakem primeru Insignia prav fajn pelje, se je v bistvu že prej. No, več novosti je v bistvu tokrat tam, kjer se jih na prvo oko ne vidi. Novi so čisto vsi motorji v ponudbi in najbolj varčen je novi 1,5 litrski dizel, ki zamenjuje 1,6 litrskega, ponuja pa 91 kW moči oziroma 122 konjičkov, no ta vsak kilometer v okolje izpljune samo 99 gramov ogljikovega dioksida. Močnejša alternativa je 2-litrski dizel, ki ima 128 kW moči oziroma 174 konjičkov. No, če želite imeti pa benzinerja, sta na voljo dva. Prvi ponuja 200 in drugi 230 konjičkov. V bistvu se bo na našem trgu prodajal samo najmočnejši in ta je dejansko na voljo v različici GSI. No, GSI ima tudi nov 9-stopenjski samodejni menjalnik. Glede na tole kratko vožnjo lahko povem, da v bistvu zelo hitro deluje. Pa 4-kolesni pogon se pri takšni vključi z gumbom, sicer je samo spredaj, ampak za danes bo boljši kar tole.